Matjaž Kljun in danes bom predstavil uporabo matematike pri oblikovanju grafičnih vmesnikov in drugih uporabniških vmesnikov. Videli boste, da se to lahko nanaša tudi na fizične uporabniške vmesnike in ogromno primerov bomo pokazali, da bo vse skupaj lažje razumljivo. Še najdete. Nekaj težav. Preden se lotimo modeliranja uporabnikov oziroma prikaza uporabe pri oblikovanju uporabniških vmesnikov, je potrebno razložiti še nekaj pojmov. Prvi pojem je interakcija človek-računalnik, kot je Rok povedal, je to moje raziskovalno področje. Zdaj, interakcija človek-računalnik se sliši bolj učeno, ampak zajema ogromno pojmov, ki ste jih morda slišali. Eno je uporabniška izkušnja, so inženirji uporabniške izkušnje, eno je oblikovanje interakcije. To so vsi pojmi, ki se med seboj povezujejo in hkrati prekrivajo. Interakcija človek-računalnik je, kot povedano, področje, ki raziskuje to, kako človek izvaja interakcijo z nekim računalniškim sistemom. In danes je računalniški sistem lahko že tudi obleka, če imamo pač nosljivo računalništvo, če imamo določene senzorje v svoji obleki, je to že računalnik. Razumemo to kot računalniški sistem. Drugi izraz, ki ga bomo še predstavili, so človeški dejavniki, ravno tako povezan izraz, ampak tekom teh predavanj se bomo bolj posvetili modelom, pokazali bomo različne modele, ki se uporabljajo pri oblikovanju ali pa razumevanju uporabnikov pri tem, kako uporabljajo neke določene vmesnike. Zdaj, model je neka naravna predstavitev oziroma predstavitev neke resničnosti. In model torej predstavlja resničnost. In kot tak je uporaben, če nam pomaga pri razumevanju tega, kar uporabnik počne, kako se obnaša, kako se odziva pri interakciji in če lahko napovemo, kako se bo odzival pri interakciji. In poznamo različne modele. Zdaj, pri modeliranju ponavadi na eni strani imamo analogijo in metaforo in temu se reče kontinuum oziroma model continuum model, model continuum model po angleško, MCM. Na drugi strani pa imamo matematične enačbe. In tle vmes imamo potem različne modele. Zdaj, modeli, ki se nahajajo bolj na tej strani analogije in metafore, jih imenujemo opisni modeli. Modele, ki jih najdemo bolj na tej strani matematičnih enačb, jih imenujemo napovedni modeli. In danes se bomo posvetili predvsem napovednim modelom in razložili bomo enih par. Prvi je Fitzov zakon, zakon o krmiljenju, Hickov zakon in model na ravni pritiska tipk. Oziroma, če iščete v literaturi, so tukaj angleški izrazi. Zdaj, celotne prosojnice so vedno razdeljene na dva dela. Na eni strani imate slovensko vsebino, na drugi strani bo angleška vsebina, ko se lahko tudi na angleško literaturo obrnete, če vas zanima več. Zdaj, torej prvi pojem, ki ga bomo razložili, je interakcija človek-računalnik. Interakcija človek-računalnik obsega tri velika področja. Prvo je računalništvo, torej izdelava nekih vmesnikov, izdelava sistema, izdelava računalnika, ki opravlja neko določeno nalogo, ki jo želi človek opraviti. Potem imamo tako imenovan inženiring človeških dejavnikov. Človeški dejavnik je ta drugi pojem, ki ga bomo predstavili. In pri inženiringu človeških dejavnikov se predvsem ukvarjamo s tem, z razumevanjem, kako uporabnik uporablja nek vmesnik in kako bi mu lahko to delo olajšali. In tretji pojem, ki ga imamo, so pa kognitivne znanosti, ki je vključen tle noter, so pa kognitivne znanosti. In pri kognitivnih znanostih se ukvarjamo s tem, da razumemo, kako uporabnik se uči našega sistema, kako razmišlja pri tem, ko uporablja naš sistem in podobnimi miselnimi procesi. Torej, to so te trije osnovna področja. Na drugi strani pa je to področje, torej v angleško se imenuje Human-Computer Interaction, se povezuje z ogromnimi drugimi področji. Torej, ne gre samo za matematiko, ampak gre tukaj za računalništvo, kot tako ergonomija, inženiring, oblikovanje, sociologija, socialna psihologija, etnografija, kognitivne znanosti, psihologija, varnost informacij, govorno-jezikovna patologija
in seveda druga področja. Torej, ogromno področij je, ki se mešajo z uporabo pri raziskovanju interakcije človek-računalnik, odvisno od tega, zakaj se ta računalniški sistem uporablja. Torej, če ga uporabljamo pri izobraževanju, se naše področje interakcije človek-računalnik prekriva tudi z izobraževanjem. In če pogledamo, imamo pri tem našem področju, na eni strani imamo človeka, na drugi strani imamo računalnik in vmes imamo vmesnik. In ta vmesnik nam omogoča interakcijo, ki se dogaja v obe smeri. In medtem, ko se interakcija dogaja v obe smeri, naš vmesnik, preko našega vmesnika pridobimo neke informacije in preko tega vmesnika dajemo neke informacije. In če samo pomislimo, je ta vmesnik tukaj ozko grlo pri tej interakciji in od tega vmesnika je odvisna kakovost naše interakcije oziroma kako bomo neko nalogo izvedli. In na tej strani imamo ogromne vire računalniške in različne in podatkovne vire, do katerih želimo priti, če samo pomislimo na Google. Na tej strani imamo uporabnika, ki si želi neko nalogo opraviti in ta vmesnik je to ozko grlo, ki nam omogoča ta prehod. Danes, še to, zgodovinsko gledano se je človeka zelo površinsko gledalo, ko se je začelo področje interakcije človek-računalnik razvijati, z pojavom oziroma z vpletanjem psihologije, kognitivnih znanosti smo začeli razumeti, da ljudje nismo vsemogočni, da ljudje imamo svoje napake, da ljudje skozi celoten dan se lahko tudi, skozi celotno delovni dan se lahko tudi utrudimo in medtem, ko se utrudimo, potem nismo več tako efektivni in to lahko tudi s vmesniki popravimo. Oziroma lahko uporabniku pomagamo pri vmesnikih. Ravno tako se je pojmovanje računalnika spremenilo, ker je to ratalo iz teh, torej razumeli smo računalnik kot velike sisteme, ki jih uporabljamo v službi. Danes se računalnik uporablja tudi v avtomobilu ali pa na motorju, ko imamo cel računalnik, ki nam vse parametre kaže in pa multimedijski sistemi v avtomobilih in podobno. Torej, to so vse računalniški sistemi. Drugi pojem, ki sem rekel, da ga bomo razložili, so človeški dejavniki in ergonomija. Zdaj, pri človeških dejavnikih in ergonomiji gre predvsem za to, da ugotavljamo, kako fiziološke in psihološke značilnosti človeka vplivajo na upravljanje ali izdelkov, ali procesov, ali sistemov. In samo z razumevanjem teh značilnosti lahko načrtujemo in oblikujemo neke vmesnike, izdelke, procese, sisteme, ki so po meri uporabnika, ki bo uporabnik z pravilnim oblikovanjem le-teh naredil nalogo s čim manj napakami, bo povečal svojo produktivnost, bo izboljšal varnost oziroma sistem bo več časa razpoložljiv in hkrati bomo povečali udobje uporabnika. Torej, to so štiri naloge, štiri glavni cilji, ki jih želijo človeški dejavniki in ergonomija doseči pri oblikovanju uporabniških vmesnikov. In tukaj, torej pri temu nam lahko pomagajo različni napovedni modeli, kot smo jih prej gor opisali. In torej, ponavadi, ko beremo poročila, ste v poročilih, verjetno ste zasledili 5 let nazaj, 6 let nazaj je že tega, so na Havajih kar naenkrat vsi prebivalci dobili sporočilo, da jih Severna Koreja napada. In s tem, ko so dobili sporočilo, da jih Severna Koreja napada, to pomeni, da je nekdo prišel v službo in je šel po nekem protokolu in je stisnil na nek gumb in ga vprašalo ja, ne, in je rekel ja. In s tem je poslal vsem prebivalcem neko sporočilo. In potem so takoj v novicah se takoj pojavilo, da je bila to človeška napaka. Zdaj, jaz trdim drugače, da to ni človeška napaka, da to je napaka tistega, ki je oblikoval uporabniški vmesnik tako, da je dovolil nekomu, da je sam od sebe, prišel je v službo, lahko ga je nekdo razjezil na cesti, lahko so otroci, lahko so starši, lahko so sošolci, lahko so sošolci, lahko so učitelji, 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 lahko so učitelji,
otroci mu skakali po glavi, ko jih je peljal v šolo, karkoli se je zgodilo pač v tistem danem trenutku, dokler je ta človek prišel v službo, se mu je nekaj zgodilo in tam je bil pod nekim določenim stresom in je hotel neko proceduro čim hitreje speljati skozi, ker se je hotel odpočiti. In zdaj, da je vmesnik dovolil to, da je poslal brez nobenega dodatnega potrdila, brez nobene možnosti preklica tega potrdila, da je ta vmesnik dovolil poslati sporočilo vsem prebivalcem, to ni človeška napaka. Torej, mi želimo oblikovati, razumeti uporabnika in oblikovati uporabniške vmesnike, da zmanjšamo to, torej človeške napake, kar pravijo človeška napaka, da povečamo udobje, da izboljšamo varnost in hkrati povečamo produktivnost. Na primeru, prvi model, ki ga bomo pogledali, je Fitzov zakon. Fitzov zakon je nastal 1954. leta in sicer ga je na podlagi opazovanja pilotov ameriške vojske napisal oziroma opisal Paul Morris Smith. V bistvu je to model človeškega gibanja, ki predvidi, s kakšno težavo bo človek opravil nek gib, zato da bo dosegel na pilotni plošči določen gumb in ga vklopil, in torej s kakšno težavo bo to naredil in koliko časa bo to za to potreboval. Torej je napovedni model gibanja in do sedaj je najbolj raziskanih in uporabljenih modelov na tem področju. Najpogosteje se ga uporablja danes pri oblikovanju uporabniških vmesnikov, ampak kot boste videli kasneje, če ga opiše kakršnokoli interakcijo, opiše interakcijo, ki jo upravljamo pri tem, ko prižgemo luč, opiše različne vrste interakcij. Osnove tega modela so te. Torej, imamo neko ciljno območje, to ciljno območje nanj želimo pritisniti ali s prstom ali s čimerkoli, pač na to ciljno območje želimo priti, ne? Ampak do tega ciljnega območja imamo pa neko dolžino. In zdaj model opisuje funkcijo razmerja med to dolžino in širino tega območja. Torej, če pomislimo v avtu, naprimer, ko želimo pritisniti na vse 4 smerokaze, zaradi tega, ker se je pač nekaj zgodilo, ker želimo ostale uporabnike okoli nas opozoriti na neko nevarnost ali pa na neko dogajanje nenavadno na cesti, ne, moramo s prstom priti do nekega gumba in nanj pritisniti. Enako velja tudi, če gremo z miško, torej z miško gremo se nahajamo tukaj, gremo z miško na neko ciljno območje, torej sem, in na tem ciljnem območju moramo klikniti na nek določen gumb. Torej, to je opis, to je osnova Fitzovega zakona, ne? In zdaj videli smo, da imamo širino našega ciljnega območja, pa razdaljo, in Fitz je svoj zakon osnoval na teoriji informacij in pri teoriji informacij imamo torej nek komunikacijski kanal, skozi ta komunikacijski kanal skušamo pretočiti neko količino informacij in s tem, da imamo tudi šum prisoten. In pri tem razdaljo D lahko razumemo kot moč signala, širino, torej pasovno širino pri tem modelu razumemo kot šum v danem signalu in formula modela temelji na dvojiškem algoritmu, ki se v teoriji informacij uporablja za določitev števila bitov potrebnih za kodiranje določenega sporočila skozi ta kanal. Torej, določitev števila bitov potrebnih za kodiranje določenega sporočila, ki ga lahko pošljemo skozi določen kanal z določeno pasovno širino in pri čemer imamo tudi šum. In na podlagi tega je osnoval ta zakon. In zdaj vidimo, da ta zakon, torej imamo logaritem, dvojiški logaritem D vlomljeno v polovic. Zakaj v polovic? Zaradi tega, ker to je širina našega ciljnega območja in rabimo priti na sredino. In rabimo samo do polovice te širine to obdelati. Zdaj, če to obrnemo, imamo 2D vlomljeno dvojni V, ali pa tudi, temu se reče Shannonov teorem, ki tudi velja v teoriji informacij, obe formuli se uporabljata, ne? Imamo pa D vlomljeno dvojni V plus 1. Zdaj, obe formuli lahko zasledimo v literaturi. In to kličemo indeks težavnosti. S kakšno težavnostjo bo uporabnik dosegel nek gumb in kliknil nanj. Torej, to je naš cilj, doseči gumb in klikniti nanj. Oziroma gumb kot primer nekega ciljnega področja. In nadaljevanje
formule, pošlo, če zmokuje baterije, nadaljevanje te formule, torej imamo logaritemsko funkcijo, smo ugotovili. Kaj pomeni ta logaritemska funkcija? Logaritemska funkcija pomeni samo, da to majhno povečanje, če imamo neko veliko ciljno območje, če imamo veliko ciljno območje in ga za malo povečamo, ne bomo nič pridobili. Če pa imamo majhno ciljno območje in ga za malo povečamo, je pridobitev, torej indeks težavnosti dosti manjši. Kaj pa višina? Višina ciljnega območja v formuli je ni, ampak pri tem moramo uporabiti nekaj zdrave kmečke logike. To ne pomeni, da če naredimo ciljno območje 500 točk široko in le par točk visoko, da bo uporabnik z lahkoto kliknil na to območje. Še vedno bo težko kliknil na to območje, zaradi tega, ker je višina izredno majhna. Zakon torej predpostavlja, da imamo ciljno območje neke oblike kvadrata. Korelacija med časom izvajanja te daljne naloge in indeksom težavnosti je pa linearna funkcija. Linearna funkcija, pri kateri uporabljamo še dva parametra, a in b. Ta parametra določimo z opazovanjem. B pomeni naklon te naše funkcije, enako kot pri linearni enačbi, in opisuje pospešek, ki ga imamo za opraviti. A pa predstavlja zakasnitev, oziroma kje se naša ta linearna funkcija križa z y-osjo. Torej, kje seka y-os. In kje lahko uporabimo ta zakon? Ta zakon lahko uporabimo tako kot pri premiku udov človeških do določene, torej ko smo v avtomobilu, če želimo prižgati radio, ta zakon nam omogoča razumevanje, kako hitro in s kakšno težavo bo uporabnik stisnil na gumb za prižig radia. Lahko nam opiše, kako hitro s pogledom najdemo nekaj na zaslonu ali pa v prostoru, kako hitro s pogledom najdemo nekaj očitnega ali neko informacijo, ki jo iščemo, ali pa stikalo za prižig luči v nekem prostoru. Pri tem želim še nekaj omeniti. Mi, ljudje, skozi življenje pridobivamo različne mentalne modele o tem, kako deluje svet okoli nas. In na podlagi teh mentalnih modelov tudi nekaj pričakujemo od sveta. In to tudi vpliva na to, kako hitro nekaj najdemo in kako hitro, kar bom opisal čez par prosojnic kasneje. Torej, samo zapomnite si, da imamo mentalne modele, na podlagi katerih lahko razumemo, zakaj človek izvede neko akcijo. Velja za vnosne naprave na računalniških sistemih, velja za interakcijo na mobilnih napravah, velja za starejše, mlajše uporabnike, za uporabnike s posebnimi potrebami. Izvedli so raziskave z uporabniki pod vplivom opijatov in so lahko modelirali čas in težavnost klika na nek gumb, in tudi podvodno gladino so izvedli raziskave in so ugotovili, da velja ta zakon. Zdaj, kje se je najprej uporabil? Vsaj na področju, torej najprej se je uporabljal v ameriški vojski pri letalstvu, zaradi tega, ker so skušali zvišati varnost pilotov in varnost letenja. Ampak v računalništvu se je najprej uporabil pri Xerox Star. Torej, Xerox je en od najbolj znanih računalniških laboratorijev na svetu. V 80., 70., 60. letih so naredili ogromno stvari, ki jih še danes uporabimo, in eno od teh je računalniška miška. Zdaj, pri njihovem prvem osebnem računalniku, na katerem je IBM osnoval svoj računalnik in na katerem so osnovani najprej OS, Apple OS, Mac OS sistem in potem Windows sistem in potem vsi grafični uporabniški vmesniki, torej temeljijo na Xerox Star računalniku. In 78. leta so primerjali hitrost vnosa podatkov s 3 različnimi vnosnimi napravami. Eno je bila miška, druga je bila igralna palica in tretja je bila smirne tipke na tipkovnici. Smirne tipke, torej te tipke s 4 puščicami levo, desno, gor pa dol. In so ugotovili, da z miško ljudje najhitreje izvedejo to dano interakcijo. In zato so priložili miško svojemu računalniku in zato je Apple priložil miško svojemu računalniku in zato je danes miška vse prisotna vhodna naprava na računalnikih. Ko razmišljamo, torej Fitzov zakon ni bil narejen izključno za uporabniške vmesnike, ampak nam pomaga razumeti,
kako bojo uporabniki uporabljali eno stvar oziroma kako interaktivni elementi na našem zaslonu delujejo. In pravi, da morajo biti te interaktivni elementi oblikovani tako, da jih bo uporabnik kar se da hitro in lahko dosegel ter kliknil na nje. Druga stvar pomeni, da ciljno območje mora biti čim bliže začetnemu položaju miškinega kazalca. Osredotočili se bomo predvsem na zaslon in interakcijo z miško. In širina ciljnega območja mora biti čim večja, da ga uporabnik lahko čim lažje doseže. In na zaslonih, naših zaslonih namestnih računalnikov ali pa prenosnih računalnikov imamo par takih točk. In teh par takih točk bomo sedaj razložili. Prvo je čarobna točka oziroma Magic Pixel. To je trenuten položaj miškinega kazalca, torej dolžina pri temu je enaka 0 in ker je dolžina enaka 0, ga izjemno lahko, ciljno območje izjemno lahko dosežemo in nanj kliknemo. To se, na primer, če smo v urejevalniku besedil oziroma oblikovalniku besedil in z desno tipko miške kliknemo kamorkoli na papir ali na rob tega papirja, kamorkoli pridemo, se nam pojavi pojavni meni in v tem pojavnem meniju so funkcije, ki so ponavadi najbolj uporabljene funkcije in jih lahko izjemno hitro dosežemo. Ker to imenujemo čarobna točka. Drugi del tega našega zaslona so neskončni robovi. Pravilo neskončnih robov pravi, da ko pridemo z miškinim kurzorjem na rob tega zaslona, miškin kurzor ne gre nikamor več. Zato je neskončen. Zato lahko za kakršnokoli hitrostjo, z izjemno veliko hitrostjo zapeljemo miškin kazalec na rob našega zaslona in bomo še vedno zadeli ta naš cilj, to naše ciljno območje. In kje se to uporablja? Naprimer, macOS operacijski sistemi uporabljajo to od zgoraj v menijski vrstici in ta menijska vrstica v bistvu se ne, tako kot pri Windows operacijskem sistemu, se ne pojavi kot del okna nekega programa, ampak je del zaslona. In ko zapeljemo tle čez files, smo se ustavili in lahko kliknemo na files. Torej, lažje dosežemo to. Lažje dosežemo programe v tej programski vrstici in pri Windowsih ravno tako lažje dosežemo karkoli se uporablja v tej orodni vrstici, torej taskbar. In to so neskončni robovi. Naslednja stvar, ki se uporablja na podlagi Fitzovega zakona, oziroma ki se uporablja z dobro ali pa slabo, ker bomo pogledali tudi, kje se nahajajo napake, je tipka Start. Tipka Start se nahaja v čarobnem vogalu. Torej, to je tudi neskončna točka, neskončno velik gumb, ki se nahaja v kotu, v robu našega zaslona. In teh imamo 4. Start se uporablja torej v kotu in ko zapeljemo miško do gumba Start, lahko miško potegnemo tudi dlje, tudi mimo, tam se bo ustavila in lahko kliknemo na to. Pri operacijskem sistemu macOS lahko temu se reče hot corners oziroma vroči koti in lahko vsak kot, ko zapeljemo miško noter v določen kot, za vsak kot lahko določimo, da se bo neka akcija izvedla, ali se vsi programi skrijejo in se nam prikaže na mizje, ali se računalnik zaklene, ali pa karkoli drugega podobnega. Kje so težave pri posebnih območjih na namizju? Če se kdo spomne, Windows 95 je imel okoli gumba Start, je imel nekaj pikslov prostora in ko je uporabnik zapeljal miško v kot in kliknil, se ni zgodilo nič. Je mogel spet premakniti miško malo navzgor, da je prišel na ciljno območje Start. Pri Windowsih XP so to popravili, razen v primeru, če je nekdo to orodno vrstico povečal na 2 ravni. Takrat se ta točka več ni klicala magična točka, ker ni naredila ničesar. To so potem popravili v Windows Vista, torej tudi če je uporabnik razširil to orodno vrstico, je ta kod še vedno bil Start tipka, čeprav je ni prekrival. Torej, ta kod je še vedno deloval. Kaj pa Windows 11, Windows 11? Pri Windowsu 11 pa so premaknili celoten seznam programov skupaj Start gumbom na sredino. Zakaj pa to? Zdaj se lahko rečemo, so naredili napako. Ja ali pa ne.
odvisno od tega, kakšen računalnik uporabljamo. Torej, dan danes imamo velike zaslone in pri velikih zaslonih, kjer se miškin kazalec v večini primerov nahaja nekje v sredini zaslona, je dosti lažje iti na dno in zadeti start tipko, kot pa iti v določen kod. Tudi pri zaslonih na dotik, ta kod tukaj ni več pomemben, nima več takega velikega pomena. In če imamo manjši zaslon, Windows še vedno dovoli, da start meni premaknemo na skrajni levi kos. Pri drugih primerih, drugi primer so na primer brskalniki. Brskalniki Chrome je uporabil neskončne robove, ko so premaknili svoje te zavihke različnih spletnih strani, ki jih imamo odprte, so premaknili na vrh zaslona. To deluje samo takrat, kadar imamo program, torej ta brskalnik Google Chrome, v celozaslonskem načinu. In ljudje zelo hitro lahko kliknejo na določen zavihek. Pri Operi so šli kopirati to, ampak so pustili določeno število pikslov na vrhu. In ima uporabnik dosti težjo nalogo pri kliku na nek določen zavihek, in s tem tudi uporabniška izkušnja slabša. Pri Firefoxu so šli še dlje, so pustili ogromno pikslov v eni starejši različici in niso upoštevali tega neskončnega roba. To so zdaj popravili, v novejših različicah je to popravljeno, pri Operi pa ne še. Kje pa še druge lahko uporabimo Ficev zakon? Zdaj prvi iPhone, ko so šli ugotavljati, koliko velike morajo biti te ikone na zaslonu na pametnega telefona, so uporabili Ficev zakon in so ugotovili, da mora biti širina in višina neke ikone 44 pikslov pri zaslonu neke določene velikosti, ki jo je ta prvi telefon njihov uporabljal. Izračunali so, da je ta indeks težavnosti bil 1,38, kar je zelo majhno, ker najvišji indeks težavnosti je 16. Zakaj ima Google iskalnik na sredini zaslona iskalno polje? Ker je za naš človeški pogled to tisti magična točka, ta magičen piksel, ta magična točka, ki jo glavni piksel tudi, ki ga vidimo, ki ga najhitreje najdemo na zaslonu. In pri pametnih telefonih, na primer, verjetno ste že opazili, ko ste v določeni aplikaciji in želite s palcem želite izvajati interakcijo, so nekatere zadeve predaleč in palec jih ne doseže. Torej, če oblikujemo uporabniški vmesnik in pričakujemo, da bo ta uporabniški vmesnik uporabnik uporabljal samo z eno roko, to ne govorimo, igrice ponavadi uporabljamo z dvemi rokami, uporabimo oziroma postavimo elemente tako, da jih bo uporabnik lahko s palcem dosegel. In ja, pri zaslonih na dotik, verjetno ste opazili, ko berete novice, je v bistvu ta čarobni piksel, čarobna točka, je v bistvu kar cel zaslon, s katerim lahko premikate besedilo gor in dol. In to je ena od teh interakcij s palcem. Kaj pa, ko uporabnik ni navajen, ko se njegov mentalni model podre, ko nekaj pričakuje od nekega sveta okoli sebe, kako se bo ta svet obnašal, in se to ne zgodi tako, kot si je on želel. Kaj se takrat zgodi? To je v nasprotju s tem Googlovim poljem, ki so ga postavili na najbolj vidno mesto na zaslonu, na sredino, so v Teslinih avtomobilih postavili gumb za 4 smernike za vzvratnim ogledalom, torej na vrh, na streho. In ko so delali raziskavo, so ugotovili, da rabi uporabnik, ki se s tem gumbom tudi 40 do 60 sekund, da najde ta gumb. In če si predstavljate, da ta gumb je potrebno najti pri vožnji, lahko vozimo tudi s hitrostjo, z izjemno visoko hitrostjo in moramo ta gumb v trenutku najti, ker se je pač pred nami nekaj zgodilo in želimo uporabnikom, voznikom za nami nekaj sporočiti, nam teh 40 sekund ne pomeni nič. Torej tam, kjer uporabniki pričakujemo ta gumb, to je nekje na sredini naše armaturne plošče, uporabniki rabijo največ do 5 sekund.
da kliknejo na ta gumb. Torej 5 sekund proti 40 je izjemno velika razlika. Torej vedno moramo postaviti ciljno območje tam, ker ga bo uporabnik pričakoval in ga moramo oblikovati tako, da ga bo čim lažje našel in čim lažje nanj pritisnil. Kot zanimivost lahko povem še, da v Volkswagenih bojo šli iz tabličnih oziroma iz zaslonov na dotik, bojo šli nazaj na fizične gumbe pri večini modelov od leta 2023, torej od letos naprej. To so lani decembra sporočili. Drugi zakon, ki ga imam za omeniti, je zakon o krmiljenju. Zakon o krmiljenju nam, oziroma model, je napovedni model človeškega gibanja, ki opisuje čas potreben za to, da uporabnik pride ali s prstom ali z miškinim kazalcem skozi predor, pri čemer mora neko pot prekrmariti. In čim hitreje mora priti skozi predor, pri čemer ne sme prekoračiti meje tega predora. Torej, kadarkoli uporabnik prekorači meje tega predora, se ali neka interakcija prekine ali pa nekaj drugega se izvede, česar uporabnik ni želel. Zakon sicer izvira iz Ficovega zakona, ampak tudi predor je pot na ravnini, ki se spreminja glede na to, kje se nahajamo. Torej, imamo širino predora, se spreminja glede na to, kje smo na poti, lahko ta zakon opišemo z integralom. To je splošna oblika, torej imamo spet dva parametra, a in b, ki sta, tako kot pri prejšnjem zakonu, določeni eksperimentalno, so odvisni od tega naše vnosne naprave, lahko to miška, lahko to igralna palica ali karkoli drugega. In s tem kurzorjem, s tem kazalcem moramo neko pot prepešačiti, torej jo moramo opraviti, pri čemer se širina poti spreminja glede na to, kje na poti smo. In to je ta integral. Zdaj, če imamo konstantno širino tega našega predora, lahko zapišemo to formulo v enostavnejši obliki in jo opišemo tako, da imamo namesto integrala kar a, kar je dolžina poti, pa dvojni v. V je pa konstantna, torej to je širina tega našega predora in je konstantna vzdolž poti. Kje se to uporablja? Torej, še enkrat, predor je vsaka pot, pri kateri mora uporabnik premikati kazalec miške ali povleči prst vzdolž poti, ki ima neke robove. In ko prekoračimo te robove, ko smo s tem kazalcem izven predora, računalnik preneha z interakcijo. In ta širina predora vpliva na težavnost poti, ki jo imamo skozi predor. Torej, v ozkem predoru zlahka zapustimo območje tega predora in se interakcija prekine. In kje je to najbolj opazno? To je najbolj opazno, ko želimo v spustnih menijih, v hierarhičnih spustnih menijih, ko želimo priti do neke določene funkcije, ki se nahaja v našem podmeniju, in ko naredimo to diagonalno pot, se nam interakcija prekine. Zdaj, uporabnik mora delati kar se da lepe gibe, ravne gibe po našem meniju, navpično in vodoravno. K temu stremimo, to je dejansko stanje, ki ga imamo danes pri uporabniških vmesnikih. Torej, potrebno je vedeti, da zaradi človeške fizionomije je izjemno težko z miškinim kazalcem povleči raven gib. Tako vodoravno kot navpično. Zakaj je temu tako? Zaradi tega, ker naše gibanje večinoma opiše lok, ne pa ravna črta. To lahko poskusimo sami, če daste roko pred sabo, in če poskusite narediti ravno črto, boste videli, da gre roka v lok. In podobno je z miškinim kazalcem, ko delate, večinoma naravno je, da je pot lok in ne ravna črta. Kar pomeni, da daljše kot je gibanje, večja je možnost napake, to je izjemno pomembno in smernice pravijo, da padajoči meniji naj bojo čim krajši ali pa se jim kar izogibamo. Ampak ne moramo se vse stvarem kar izogibati, zato moramo vedeti, kako lahko oblikujemo te naše menije tako, da bo ta predor, ki ga mora uporabnik prepešačiti z miškinim kazalcem, čim boljše oblikovan, da bo interakcija čim bolj gladka tekla. Torej,
navpični predor, to je ta navpični predor, torej, ko se navpično premikamo po meniju, mora biti čim krajši. In hkrati tudi tanjši, da olajšamo tudi vodoravno gibanje. Nad in pod vsakim elementom pustimo nekaj prostora, da tudi uporabnik, ko naredi napako in gre mimo, lahko še vedno izvede to interakcijo. Lahko uporabimo kratek časovni zamik, to je tudi en tak psihološki pristop. Ko pridemo do neke izbire, na kateri se ustavimo, počakamo delček sekunde in šele takrat jo označimo, da je izbrana. Ker uporabnik ne klikne na to izbiro, ampak samo počaka. In ko počaka, in lahko naredi vodoravni gib dosti lažje. Torej, to je to. Uporabimo kratek časovni zamik. Naslednja smernica je, dovolimo določeno mero napake pri diagonalnem gibanju, torej omogočamo, da uporabnik gre lahko deloma diagonalno. Kar je zanimivo, so pri Applu do leta 2008 so imeli vse menije tako narejene, da so pač vektorsko opisali, kakšno diagonalo lahko človek naredi, in to je bilo v nekem bufferju napake, ki je dovolila, da je uporabnik lahko šel prečno. Zanimivo je še to, da so to v novejših operacijskih sistemih odstranili in so uporabniki trudijo interakcijo izvajati drugače. Ali pa uporabimo en drugi način interakcije. V tem primeru tukaj mega meni je tudi ena od možnosti, ki si ga bomo gledali kasneje. Večina menijev je tako široka, kot je široka najširša izbira, in so tako visoki, kot je število kategorij, ki si jih je človek izbral. Kar pomeni, v praksi so te meniji redko optimizirani za človekovo interakcijo. Naslednji. Gleda baterija. Zakon o krmiljenju in drsniki. Torej, drsnike oblikujemo tako, da tudi če gremo iz območja drsnika, le-ta še vedno sledi kazalcu. Kaj to pomeni? Verjetno ste opazili pri YouTubeu. Pri YouTubeu, ko povlečete ta drsnik, tudi če povlečete z miško ven, se še vedno tukaj nahaja. Lahko vlečete tudi tako diagonalno in se drsnik še vedno premika z miškinim kazalcem, dokler ne spustite desnega klika gumbe. Enako je pri teh stranskih drsnikih, ko se premikamo gor in dol po dokumentu, lahko gremo z miško predora, dokler držimo gumb miške pritisnjen, se interakcija še vedno izvaja. Druga smernica je, da lahko pri takih drsnikih zagotovimo sekundarne vire oziroma vnosna polja, sekundarne finni nadzor. To pomeni, da lahko vnosna polja vnesemo točno določeno vrednost, ali pa lahko imamo še, naprimer, plus pa minus, pa želimo, ali pa kakršnekoli drugo vrednost si želimo imeti v tem vnosnem polju. Uporabnikom omogočamo, da lahko na drsniku kjerkoli klikne, da ne rabi drsati ga po tem predoru. In ko kliknemo z drsnikom, oziroma ko kliknemo s kazalcem nekje na tem predoru, se ta drsnik prestavi na tisto lokacijo. Še ena, torej se postavi na to želeni položaj, in še eno navodilo je to, da pri drsnikih uporabimo tako velike drsnike, da uporabnik najlažje prime do zakonu. Smo že 45 minut mimo. Bom opisal še ta del. Torej, pri zakonu o krmiljenju, lahko tudi pri spustnih menijih, ko imamo na primer seznam držav, ravno tako lahko imamo težavo se premikati gor in dol, ker moramo po tem seznamu se premikati gor in dol. Zdaj, nekateri seznami imajo samo drsnik tukaj, ki se načeloma mora biti oblikovan tako, da lahko tudi iz drsnika ven gremo, ali pa z kurzorjem miške oziroma z krogcem od miške se premikamo gor pa dol po tem seznamu in prijemo do svoje
svoje izbire. Zdaj, boljša rešitev je, če uporabniku omogočimo, da začne tipkati prvih nekaj črk in pride do svoje države. Enako imamo pri numeričnih izbirah, ne, zdaj verjetno ste že kdaj izbirali letnico rojstva nekoga, ki se je rodil 1926, mora kar precej časa drsa, da pride do svoje letnice. Boljša izbira je taka, ko imamo na nekem dvodimenzionalnem polju več možnosti, ki jih hkrati vidimo in izbiramo med njimi. Naslednji model je Hickov zakon. Hickov zakon sta prišla do njega dva psihologa, in sicer posamično, vsak posamično v 52. in 53. leta. In zakon pravi, da več kot je držljajev ali izbir, s katerimi se uporabnik sreča, dlje časa potrebuje za odločitev, na katero izbiro bo kliknil oziroma katero bo izbral. Zakon pravi tudi, da povečanje števila izbir, torej če povečamo število izbir, ki jih ima na voljo, podaljša čas odločanja logaritemsko, vendar študije kažejo, da predvsem pri naključno urejenih seznamih se ta čas podaljšuje, čas izbire podaljšuje linearno. In zdaj formula tega našega zakona je taka, ne? Torej čas T je rekreacijski čas, B je spet neka empirično določena konstanta, ki je odvisna od samih izbir, in imamo spet logaritemsko funkcijo, pri čemer N je število izbir in k N-ju dodamo 1, kar upošteva neko negotovost, glede na to, ali se odzvati ali ne na neko določeno informacijo. Torej, če bomo izbrali nekaj ali ne. Ta Hickov zakon izbiro, ko imamo naš seznam in na našem seznamu naključne elemente, ki ne omogočajo uporabniku nobene orientacije, torej ne more uporabnik uporabiti, na primer, bisekcije pri tem, da bo nekaj našel, torej ne more se osredotočiti na neko izolirano območje, če imamo, na primer, kar je omogočeno, če imamo, na primer, seznam, ki je sortiran po abecednem ali pa če je abecednem vrstnem redu ali pa če je številčno urejen. In nekaj napotkov, torej zmanjšamo, kaj potrebujemo narediti, moramo zmanjšati in poenostaviti možnosti, ki so na voljo uporabnikom. Včasih se tej zapletenosti sicer ni možno izogniti, ampak lahko pa združujemo elemente na zaslonu na razumljiv način. In če se vrnemo na neke menije, na primer na menijih popravi oziroma edit, imamo copy, paste, cut skupaj, ker to so možnosti, ki so izjemno blizu ena drugi, ker so del istega procesa. Torej copy, paste in cut, torej odreži, prilepi in kopiraj. Vsaka možnost na vmesniku mora biti dostopna in lahko razločljiva, torej uporabniku ni potrebno prebrati neko pomembno vsebino, zato da bo začel z samo interakcijo. In vse ključne informacije morajo biti takoj vidne in dostopne na prvi pogled in skrijemo vse, kar je nepotrebno, vse, kar je sekundarnega pomena. In zdaj, če se vrnemo na vmesnike, to so megameniji. Megameniji jih dobimo predvsem na spletnih straneh in tukaj je primer neke spletne trgovine, ki prodaja opremo za ženske in ima različno opremo od oblek do nekih dodatkov, do nahrbtnikov za plelinarjenje in vidimo, da na nekem dvodimenzionalnem območju dosti hitreje najdemo našo izbiro, ki jo želimo, kot pa menijih, ker bi mogli torej skozi ta meni izvajati te L operacije, ki so izjemno težke. Torej, to je en primer in drugi primer je, na primer, so tej trakovni meniji oziroma ribbon interface, kot jih imenujejo, ki so se pojavili pri Wordu pred približno desetletjem in enako kot, torej, imamo dvodimenzionalno območje, na katerem imamo ogromno možnosti, ki so kategorizirane po določenih kriterijih in najbolj vidne so tiste, ki jih uporabnik najbolj uporablja, ampak hitro lahko pridemo tudi do drugih. Okay? In še zadnji model, to je
model na ravni pritiska tipk. Ta model je pa nastal, ni nastal predhodno oziroma izven področja interakcija človek-računalnik. Ta model je nastal ravno na tem področju, bil je razvit z namenom opisa časa, ki ga uporabnik uporabi pri opravljanju neke naloge. In pri temu upoštevamo naslednje elemente. Torej, prvi element je naloga, ki jo moramo izvesti, drugo je uporabljena metoda, s katero izvedemo to nalogo, ker lahko imamo več različnih metod, kot bomo videli kasneje. Eno je ukazni jezik sistema, drugo so parametri motoričnih spretnosti uporabnika in nazadnje imamo uporabni parametre odzivnega časa sistema. In pri tem, torej model je uporabljen, ko imamo točno znano zaporedje oziroma podzaporedje nekih določenih nalog, ki jih uporabnik mora opraviti. In nalogo razdelimo na podnaloge oziroma na primitivne operacije in celotna formula je seštevek časov za vsako primitivno operacijo. In vsaka primitivna operacija je opisana z 4 različnimi motoričnimi operatorji, torej tipkanje, kazanje z miško, ponastavljanje naprimer iz tipkovnice na miško oziroma iz numerične tipkovnice na jezikovno tipkovnico in podobno, in D je risanje. Imamo še en miselni operator, ki ga označimo z M, in en sistemski odzivni operator, ki ga označimo z R, in potem dodajajo nekateri novejši modeli, dodajajo tudi klike miškinega gumba in ostale, ki jih bomo še pogledali. Torej, naprimer, kako določimo vrednosti operatorjev, ki jih imamo za seštet. Zelo preprosto, vse so že vnaprej določene, ker so bile eksperimentalno zračunane in naprimer, če imamo nekega človeka, ki je ekspert v tipkanju, vsak pritisk na tipkovnici računamo 0,12 sekunde. Če imamo nekoga, ki je začetnik pri tipkanju, vsak pritisk na tipkovnici traja 1,2 sekunde. In tako je za vsak ta operator imamo nek določen čas. Naprimer, če želimo iz numerične tipkovnice na alfa tipkovnico, torej jezikovno tipkovnico, potrebujemo 0,4 sekunde. Pritisk miške potrebuje 0,1 sekundo in tako naprej. Torej imamo določene čase. Če si pogledamo to na primeru, torej, če imamo nalogo vnos naslova v besedilno polje na spletnem obrazcu za povprečnega uporabnika. Torej, imamo naslovno polje, noter moramo vnesti naslov. Kaj potrebujemo pri tem? Najprej moramo ustrezno besedilno polje najti. In to je en miselni proces, ki traja 1,35 sekunde. Torej, imamo potem začetek vnosa, to je drugi miselni proces, ki traja še enkrat 1,35 sekunde. Zdaj moramo postaviti kazalec na to pravilno polje. To pomeni, da imamo 1,1 sekunde in preštejemo našemu času, potem imamo klik miške, pa spustimo gumb miške, pa premaknemo roke na tipkovnico in vnesemo glagoljaška 8. Glagoljaška 8 ima 13 znakov, vključno z presledkom, in preračunamo 13 krat 0,2 za enega povprečnega uporabnika. In dobimo čas 7 sekund. Torej, za vnos nekega naslova potrebujemo 7 sekund. Kje je to uporabno? Uporabno je prvič, da lahko vemo, koliko časa bo nek uporabnik neko interakcijo izvajal. Uporabno je tudi, ko primerjamo med seboj dve različni interakciji za opraviti isto nalogo in pogledamo, kako hitro lahko izvede naprimer nalogo uporabnik z tipkovnico in z miško. Torej, in vidimo, da če želimo v programu MS Word 2003 dodati presledek 6 točk za trenutnim odstavkom, s tipkovnico potrebujemo 5,73 sekunde, z miško pa potrebujemo 8,21 sekunde. Če to delamo v MS Wordu 2007, se čas poveča, torej to nalogo nismo jo pohitrili, smo jo poslabšali časovno, tukaj smo pa poboljšali. Z miško je lažje pri tej verziji Worda kot pri tej verziji Worda. In še posodobitve, torej danes obstaja ogromno posodobitev tega modela, in sicer
sicer, če pomislimo, pač pri modelu je to premikanje miške neka konstanta, je 1,10 sekunde, ampak lahko jo opišemo tudi s Fitzovim zakonom. Lahko še boljše opišemo naše premike miške. In potem različni avtorji, različni raziskovalci skozi raziskave dodajajo nove operaterje. Naprimer, imamo interval preklopa med preklopom načina z nedominantno roko in začetkom naslednjega dejanja, ali pa doseči daleč, to se uporablja predvsem pri multimedijskih sistemih v avtomobilih, torej in-vehicle information systems. Je čas, v katerem sežemo od avtomobilskega volana do tega našega sistema. In v različnih primerih interakcije se potem pojavljajo različni operatorji in razširitve. Kakšne so prednosti in slabosti tega modela? To je velja samo za dobro opredeljene rutinske kognitivne naloge, ne upošteva spodrsljajev, napak, utrujenosti, socialnega okolja. Kljub temu so napovedi izjemno natančne in se od dejanskega stanja razlikujejo plus minus 20%. In model velja za izkušene uporabnike, ki nalogo opravljajo prvič. Ko se nalogo naučijo uporabljati, določen čas lahko kar izpustimo. Temu se ponavadi izognemo tako, da izpustimo ta mentalni proces, s katerim moramo nekaj najti, da se moramo nekaj odločiti. Če imamo nalogo rutinsko v krvi že, lahko to dejansko izpustimo. In če običajna opravila, naprimer ugotovimo, da običajna opravila trajajo predolgo ali pa so sestavljena iz prevelikega števila operatorjev, potem je smiselno ponuditi uporabnikom bližnjice, še posebno za naloge, ki se dostikrat izvajajo na računalniku, ki se pogosto izvajajo. Zdaj obstaja še ogromno drugih modelov, ki jih ne bomo predstavili, lahko samo omenimo. Dostikrat se na področju interakcije človek-računalnik uporablja naprimer statistiko, da ugotovimo, če je statistično pomembno, če je časovna komponenta, ki smo jo pridobili z oblikovanjem nekega vmesnika, glede na prejšnji vmesnik, statistično signifikantna ali pa podobne zadeve. Če se naprimer uporabnik z nekim vmesnikom dosti hitreje nauči število besed tujega jezika, pa statistiko uporabljamo pri tem, zato da ugotavljamo te zadeve. Zdaj imamo še napovedne modele, druge napovedne modele, poleg teh, ki smo jih predstavili. Eno je linearni regresijski model, model človeškega procesorja. Zdaj imamo modele, kot so GOMS, ki je razširitev tega modela KLM, torej pritiska tip. Zdaj imamo še opisne modele, a pa večkratno regresijo, ko uporabimo več modelnih napovedi. In potem imamo še opisne modele, kot so modeli ključnih dejanj, kvadratni model za razmejitev problemskega prostora, model dvoročnega nadzora, model treh stanj za grafični vnos in zakon moči učenja ali prakse, zakon moči prakse. In pri tem bi se ustavil na treh iztočnicah. Torej, gledali smo oziroma opisovali smo te matematične modele, napovedne modele, ki nam pomagajo razumeti modeliranje uporabnikovega vedenja, vendar ne samo matematika pomaga pri tem, tudi vse ostale discipline, ki so povezane, pomagajo pri razumevanju tega. Govorimo tudi o kognitivni znanosti, koliko je človek sploh sposoben doseči z neko interakcijo. Nobeno teh naštetih zakonov, modelov, smernic ne deluje osamljeno, jih moramo kar vse upoštevati hkrati oziroma mnogo, vključno z modnimi smernicami. Zdaj, če pomislimo, naprimer, kaj smo izgubili s prestopom fizičnih gumbov na zaslon, na dotik v avtomobilih, smo izgubili veliko. Izgubili smo, ker vsakič, ko želimo nekaj na zaslonu pritisniti, moramo pogledati na zaslon. Zdaj smo lahko to se naučili, smo potipali gumbe in smo našli, naprimer, kako upravljati z radijsko postajo, z radijskim sprejemnikom. Zdaj tega ne moremo več, ker je vse to pač na zaslonu, na dotik. A je to boljša interakcija, a smo pridobili, a smo zmanjšali, glede na to, da pri človeških dejavnikih in ergonomiji želimo zmanjšati število napak, ki jih uporabnik
naredi pri neki interakciji. A smo zdaj z zaslonom na dotik zmanjšali število napak v avtomobilih? Verjetno ne. Po vsej verjetnosti ne. Kvečemu smo zvečali število napak oziroma možnost števila napak ali pa zvečali možnost neke prometne nesreče. Ampak je to neka modna smernica, ki se je uvedla v avtomobilski vmesnik in se zdaj različni proizvajalci trudijo dati čim večji zaslon na dotik noter v avtomobil, ker smo pač v tej fazi razvoja, več je boljše, več funkcij boljše je. Najboljši vmesnik je tisti, ki ga ne opazimo in ne pozabimo, da je na koncu, da je uporabnik želi, kar se da hitreje, dokončati zastavljeno nalogo. Zdaj, ko sem govoril o tem, čim več funkcij, verjetno imate doma mikrovalovno pečico, ki ima 300 različnih funkcij in od tega uporabljate kvečjemu največ 5. Jaz sem jih šel štet včeraj, točno eno uporabljam. En gumb je plus 30 sekund, plus 30 sekund, plus 30 sekund in plus 30 sekund. Torej vseh ostalih 500 ne rabim. Hvala, da sem na voljo za vprašanja. Torej 3 točnice. Matematika je uporabna kot podpora pri razumevanju človeških dejavnikov. Nobena smernica ne deluje osamljeno, noben model ne deluje osamljeno, ker v tem ekosistemu več interakcij, lahko več modelov, več sistemov, zakonov opiše to našo interakcijo in najboljši vmesnik je tisti, ki ga ne opazimo. Čemer se sicer ne moremo vedno izogniti, ampak velikokrat se da. Hvala.